Zdaj si bomo pogledali vozu alpinska zanka. Jaz ga zelo pogosto uporabljam kot nek, bom rekel, natezalni vozu, eni mu reče tudi topovski vozu. Se pravi, naredimo ga lahko kjerkoli sredi vrvi, na koncu, na sredi ali pa na drugem koncu, če želite, ne. Kako se ga naredi? Se pravi, preprosto ovijemo okrog prstov trikrat tole vrv, kot vidimo sedaj, ne, takole. In pridemo po od spodaj, z te strani, torej z nasprotne smeri, po srednjo vrvico, takole od spodaj, ne, jo potegnemo navzgor in jo poveznemo čez te dve ostali vrvici in od spodaj pod prsti in med vrvicami gremo ven. In se zgodi zanka, kot sem rekel, ki ne potuje po vrvi nikamor, ne gor, ne dol, in si s pomočjo te zanke, če si predstavljate, lahko pokazal se poproščam, pokažem, recimo lahko okrog drevesa napenjam neko vrv, ne, na ta način, vidite, ko potegnem to vrvico, mi ta zanka zelo pomaga, kot nek škripec, no, in si v bistvu tudi moč zelo porazporedi, oziroma zelo z majhno ali pa s pol moči isto silo vlečem, ne. Se pravi, če bi več takih škripcev naredil, bi si silo še bolj razbremenil in bi z manjšo močjo lahko marsikaj premaknil, no, skratka. Ja, tako, to je alpinska zanka. Zdaj bomo pokazali eno izvedbo, kako se naredi vozu pašnik lahko. Se pravi, naredimo takole zanko, potegnemo drugo zanko gor, na ta način, taknemo konec čez in potegnemo za ta drugi konec in zadeva rešena. To je ene vrste pašnjak, pokazali pa še drugi. Tako, zdaj si bomo pogledali, kako se naredi pašnjak na malo drugačen način, kakor smo prej pokazali. Se pravi, naredimo takole, če si predstavljamo v smeri urnega kazalca, takole zanko, takole. Torej gremo, ko bi hoteli spiralo delati navzgor, ne, gremo potem spet v smeri urnega kazalca okrog droga in s tem koncem pridemo skozi tole zankico, gremo pod to glavno vrvijo in skozi to malo zankico spet nazaj, tukaj primemo, takole, in zategnemo. In to je vozel pašnik, se pravi, ta je en zelo uporabnik za prevezovanje kakšnih čolnov, jaz ne vem, kakršnih koli predmetov, za kakršne koli stvari, tudi neka nevihta ali pa karkoli in ne vem kaj, ga ne bo razdrla, ne, zelo, zelo varen in seveda tudi dosti enostaven, vendar je res treba paziti, da ga pravilno zavežete. To smo pa že povedali, da vsak vozel, dober vozel je pravilno zavezan vozel, ki ga hitro razvežemo in tudi zavežemo.